Pa bil je predsednik občine Vače. Velika ni bilo, da makše njemu so hodili nadlegovati, da ne zrihta delo. Tako dela ni bilo v stari Jugoslaviji. In so zmerno hodili, ja prav, če boš prišel tle delati in šel pa za tebe pa službo iskati. In to se je vlekel do partizanov. So začeli pa partizani, je pa Lajner začel delati skozi, dokler ga niso spravili. Se pravi, da 30 jih je bilo, so sam naš oče vedel za njih. Oče je bil predober. Kadar je kam šel, je prinesel cukor ali pa škote, sem že spal in mi jih je dal na te plošter. Drugi dan sem jih pa dobil. Takrat bi pa zmeraj hodil z njim, sam nisem mogel, ker je imel takšen posel. Vsako nedeljo je stara mama meni, kako je veliko stvari mi res povedala. Vsako nedeljo jih je pelo, so imeli konjsko vprego, pa federvoz se rekel, in jih je pelo na Vače k maši, ali pa, no potem pa v tem pa bila ena gostilna Mrva, vse še zdaj, in v tej gostilni Mrvi so kakšen gozaček popili, pa skupaj nazaj domov. No, za tiste čase, kar je tudi stara mama pa bodo oče potrdil, je bila to, kako bi rekel, kar premožna družina, tako da manjkalo vam ni nič. Ne manjkalo nič. Da bi nam manjkalo, da bi bili lačeni ali pa kaj takšnega, ne. No, pa je tudi, ko se je vojska začela, je imel s partizanom takšne veze, da nam niso nikoli nič pobrali, da bi rekli, to pa bomo vzeli, da bomo mi jedli. Nisem nikoli vzeli, so zmeraj dobili, zmeraj mi je zrihtel trgovine. Mislim, da bi kjer sosedu ali pa kjer tega je imel meni. Tega ni bilo nikoli. No, ta hiša, se bo tudi oče pa je napovedal, je bila tudi hiša za partizani hodili na bolovanje, je stara mama povedala. Tako da, če je bil kakšen partizan ranjen ali pa bolan, so bili tle na bolovanju. Od teh partizanov, ko so bili tukaj na bolovanju po imenih, to so bile en Belc iz Litije, ki je bil dolg časa tudi v vodstvu na občini, potem je bil en komandant Volk, tudi zelo znan partizan. V glasu so tudi te kasnejši politiki. Celo mi je stara mama povedala, da je bil Avbel parkrat pri nas. Oče od njega je imel prej 3 hčerke. Prva žena umrla in oče se je potem poročil z njegovo mamo, Rozalijo, tukaj je Sklenka doma blizu, in s to Rozalijo je imel potem mojega očeta. Najstarejša hčerka je bila to se pravi, na domu njene mame. Tako da je ta mlajša hčerka, mislim, srednja hčerka Ana in najmlajša hčerka Slavka. Ne, Ana je bila ne. Ana zamenjeno. So pa lepa tukaj pri njih doma in tako je tudi tistega dne, to je bilo kdaj je to bilo, 44. v novembru? Ja, novembra. Je bil tudi oče njihov doma. No in tisti dan so bili tukaj v tej hiši pri nas tudi partizani. In so vsi odšli, od tlene so tudi orožje pustili v tej hiši in so bili pri sosedu, tam, kjer je zdaj ta gostilna Kimovec, je pa bil brat od Jakova doma in so bili vsi tam in so v kuhinji, kmečki kuhinji, kartali. Ta Slavka je pa hotel ali pa želel imeti eden partizan za punco, pa zakaj ga ni hotel, to so pač čustvene stvari, kar ni težko vedeti. No in je tudi bil v vasi ta človek takrat. No, potem je pa
Jakob in še trije, Wolf, pa Belc, pa brat od Jakoba so kartali pri sosedu in je prišla žena od Jožeta, brata od Jakoba, v kuhinjo in je rekla: Jaka, na zunaj te en želi videti, takoj pridi ven. Jaka je rekel: ko bom končal to igro, pridem ven. No in je potem še enkrat prišla, prav, takoj pridi, je nekaj nujnega. Jaka je šel ven, karte dal v žep, je šel ven, ga je takoj aretiral. Kdo, jaz imela, pa tega niti ne vem, ga je aretiral in so ga tisto noč odpeljali. Oni niti niso vedeli, kaj se zunaj dogajalo. V tistem, ko so Jaketa odpeljali, je začel streljati, ne? Ja. Te, ki so kartali v hiši, so pobegnili čez oken, pa gor v gmajno, 11 jih je bilo. No, tukaj pri seniku tega prištali od Jožeta, brata, je pa ta partizan ustrelil sestro, to se pravi hčerko od Jakoba. Ona je še tekla par metrov tam do hruške, ker je obležala, izkrvavela in tudi umrla. Na štali te zraven je pa bil skrit nekdo od domačinov, ki je vse to videl. No in potem so drugi dan, čez 24 ur, ne isti dan, ampak naslednji dan, so Jakota pripeljali domov. Je Slavka ležala tle v dnevni sobi na mrliškem odru. V dinu je spal, pa naroče je dal. Pa ponovno je bilo ljudi, nek so kropili. To je bilo, no, ki je prišel kropiti so ga pripeljali. Po ene pogreb pa niso pustili, ki je bil pogreb. No in je potem se pa, no na pogreb ga ni bilo več, bil je pa v Gornjem gradu nekje, takrat so ga zaprli, ne? V Gornjem gradu, ja. Na Gornjem gradu so ga zaprli, potem je pa, no, na pogreb pripeljali so ga, na pogreb ga niso pustili, no po enem določenem času on sicer prišel domov, ampak ni maral več v hišo partizanov, ne? Ja. Od mame, ne sestre, mož, ne? Ja. Markovke. Je bil pa v Litiji v Gestapu in ga je on verjetno tako pa sumo malo pregovoril, je rekel: pusti partizane in vidiš, kaj so ti naredili. In je takrat se tudi on priključil Beli gardi se je, ampak ni sodeloval nič z njimi in je bil do konca vojne doma. Potem so ga pa hodili pregovarjati, da naj se hodi prijaviti, da vsi vejo, kakšen je bil, da se mu ne bo nič zgodilo. In tukaj je on naredil eno veliko napako, da ni počakal, da se bi ustanovilo sodišče, da bi ga sodili, je šel sam v Litijo, sicer, oziroma ga je peljala čerka Micka, ja. Ga je peljala v Litijo in tako, da ga nikoli več ni bilo nazaj. Od tam so jih po parih dneh... Litijo so jih peljali v Šentvid. Pri Ljubljani. Ja, no v tem gradu se pa ni več vedeli danega kje. To je bilo 45. leta maja, no, pa ga pa več ni bilo. To je bilo toliko skrito, da se vam povem, da še 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj nismo vedeli, smo približno prišli, ampak vsak ima drugačno zgodbo, ker so skrivali zelo te stvari. Tudi stara mama moja, to se pravi njegova mama, je meni velikokrat rekla: prav, Janko, ne se ukvarjati s politiko, ki te bo ubil, kot so star očeta. To mi je našteto, kar je rekla. No in tako da iz prepovedanja, tako kot sem rekel, ostalih, se je zvedlo, da so jih pripeljali nazaj. To je pa tudi tukaj pod Vačami je ena velika kmetija Planinšek, jih je ta lastnik videl, ki so jih peljali gor, ne? Ja. In je še velikokrat rekel: prav Bog, kaj je takrat Jakob mislil, kam ga vlečejo, ki so mimo nas. In so jih odpeljali, tam v Leše, ne? V Leše, v jamo, tam so jih pa ne zmetali. Pobili in ne zmetali. odmetali.
Potem se je pa nadaljevala zgodba, ki je pa glede na to, kar je zdaj, no jaz sicer govorim, ker poznam zgodbo, sem že prej povedal, se je začela pa kalvarija tudi za naprej. Hčerka ena je bila ubita. Najstarejša hčerka se je poročila, je šla na sela, kmalu zatem tudi druga sestra Ana in sta mama Rozalija in oče Ivan ostala na kmetiji sama, brez vsega. Brez najbolj osnovnih stvari. 2 krave, ko je bil še v štali. Pa denarja ni bilo, prav pa niso nič. Saj tudi v bistvu 45 leta že niso imeli kaj več pobrati, ker je bila že to, ne. Prvič se ni dalo delati. Ostala sta sama, oče star 12 do 13 let, ne, se bil star, in mama, ki je bila letnik 1910. 10, ja. Tako da, no in potem, kako sta ona dva to preživljala, meni še danes ni jasno, sama, on otrok. Delala, da smo imeli za hrano, pa s hoste so malo posekali, da je bil kakšen dinar, da smo lahko kaj pila. Veste kaj, otrok 14 let star, on pa naliral sam. Treba je bilo ljudi dobiti, da so posekali, pa do ceste spravili les. Star 15 let, ki sem imel užili na roke kositi. 15 let sem bil star popc. Lačna niso odbrankoli, to ne smem reči, ne. No in mama je v tistem času z obupa začela piti. Potem je bilo za njega še veliko hujše vse in je v bistvu delal na kmetiji za bogo preživetje. Do časa, ko je bilo treba iti v vojsko. V jugoslovansko JNA. 54. Ne. Sem šel v vojsko. Aprila. Je mogel iti v vojsko, ne? In je vedel, da če pusti mamo samo in tako, da bo to vse šlo v adijo. Zato se je takrat pred vojsko oženil z mojo mamo, ki je rodila mene 10. julija in da vam ne povem, kakšne kalvarije pa ona doživljala. Tukaj brez vsega. Še hujše pa bilo to, da je bila familija v črni luči glede na vlast, tisto, ki je takrat bila, tako da ni bilo nobenih možnosti, da bi ona dobila vse kakšno podporo ali da bi on dobil od države kakšno malenkost, da bi se dal nam vsaj človeku vredno življenje. Potem se je ta zgodba nadaljevala tudi na mene kot otroka, vnuka od Jakoba, se je čutil ta vpliv še zmeraj, kot da te gledajo ljudje drugače, ker so partizani pač ubili starega očeta. Sem prišel iz vojske, začel 3 leta doma delal, potem sem šel pa v službo. Še 58 leta sem šel v službo. No in sem delal skozi do penzije. 3 razrede. Ker tudi možnosti nobenih potem ni bilo, ne? Vojska, ne? 12 let star so navače v tisto šolo, ker so v enem gasilskem domu so imeli eno šolo, nobenih možnosti kakšnega šolanja naprej itak ni bilo. In je tukaj v bližini en kamnolom in so večina telih domačinov tle hodili tja, ki so na roke z macolami razbijali kamne na takšno debelino, da so potem iz tega delali živo apno. S tem, da je zjutraj ob 4 vstajal, da je kosil na roko, takrat ni bilo nobenih strojev, vzmatran v kamnolom, tam delo 10 zvečer, peš tja, peš nazaj, pa zjutraj ob 4 spet vstati pa delati naprej. To težko življenje v bistvu je posledica samo ene osebe. Ene osebe, ki je vzela odločitev v svojo roko in je zagrenila življenje kompletni naši familiji za 50 let. Zgodbe, ki so se pol dogajale, ker so te ljudje, ki so bili tukaj v tej hiši na bolovanju, pa ker so poznali in cenili Jakota, tudi kompletno familijo, tudi Rozalijo, četa, so še leta in leta hodili sem in obljubljali stvari, ki jih niso nikoli naredili.
da bojo hišo rehabilitirali, da bojo mami zrihtali, da bojo untok, da so se tle napili, pa da imajo še tisto malenkost, ki mi je dal, so odšli. Velike se spomnim, ki šo letijo prositi, da nekaj zrihtajo za mamo, pa nobeden ni imel toliko poguma, da bi, če bi saj ene dva podpisala, bi ona dobila eno malenkost, kako so takrat rekli, tisto priznavljino, kako se temu ta stvar takrat rekla, da bi ona dobila eno malenkost, mogoče to v današnjem denarju 50-60 evrov. Tudi tega si te ljudje, ki so tukaj bili milijonkrat si najedli, napili, bili v skrbi, ko so bili ranjeni, ni imel noben toliko poguma, da bi to naredil. Malo smo sumili pol, da glede na to, kdo ga je ubil, pa kako so te stvari odvijale potem, če bi se v Litiji najdel eden, ta prav bi takrat rekli, Jaka, pej domov, počakaj, da se ustanovijo sodišča, bom prišel po tebe in bo zrešitev. Velika te staroma rekla, da je verjetno veliko tega stvari prišlo iz ljubosumja. Tudi političnega. Tudi takrat so bile politične stranke, so bili orli pa sokoli, tudi takrat so bila nasprotja in verjetno prišlo tudi vmes do kakšnega političnega ljubosumja, ker so nekateri komaj čakali. Ker je bil pa izredno vpliven pa priljubljen, tako da, kot je že oče v začetku začel, da so ljudje hodili k njemu, da jim je pomagal pridobiti kakršnokoli delo, tudi da so gradili ceste in tako naprej, v večini tudi delo z rihtu. To pomeni, da je imel vpliv in je bil tudi sposoben in verjetno to napeljalo tudi do kakšnega ljubosumja. V takih situacijah, kakor je pa povojno stanje, pa tudi v vojni, pa itak ljudje izkoriščajo tako stvar. Če sem v šole hodil, sem mogel doma nalogo delati. Meni je vse, da pa nisem mogel. Več. Tukaj sem imel rad. Sem šel z njim v Litijo, pa sestra ga je pelala. A z njim? Šel z njim v Litijo. In tam je v vrat stopil, je roko dal, pa je šel na teru. To so bili v Litiji zapori včasih. In je šel na tira, mi da se šla domov in ga nisem več videl. Enkrat mi je rekel, prav, Ivan, jaz se ne mogu maščevati, prav, so hčerko ubili, prav, daj se ti. Jaz sem tega človeka, ki je Slavko ubil, videl samo enkrat. Janko, vidiš, ta je pa tist, ki je naredil to gorja v naši hiši. Jaz sem ga edinkrat takrat videl. Samomor je naredil. Mislim, da je on po 10-15 letih po vojni naredil samomor. Tako tudi ta, ko je ubil Jakota, ko ga je osebno on ubil, je tudi pa tudi enih, koliko 10 let nazaj, 10 let nazaj se je tudi tam ustrelil. Takrat mi je pa bratranc njegov, pa Jože, pa povedal, prav, po vsej verjetnosti je to bil on. Kar pa ni dokazano, kar ni bilo, nikoli nismo mi uradno zvedeli, mi uradno tudi nismo zvedeli, kje Jaka je pokopan, kdaj je dan smrti. Velikrat sem mislil, da bo, pa ni bilo, ga ni bilo. Jaz vem, da je bil čist po nadožnem, vem, sem vtrak bil, da je bil čist po nadožnem ubit. Čist po nadožnem. To je vojska, to ne verjamejo. Takrat ljudje vzamejo pravico v svoje roke ali krivico in se napake nažalost ne dajo več popraviti. Čist drugače. Čist drugače bi bilo. Sigurno, če bi oče živ, da živ zrištel, da bi kakšen pozvon dobili. Tako pa ni bilo nič. So dobili tisk, niso za partizane nič naredili. Veste? Pa veste, koliko jih je bilo. Ne, koliko jih je bilo, ampak že tle v naši vas. Mi pa nismo nič dobili. Tako se pravi, ta prvi partizani so bili, moj oče vedel vajne. V Bernu, v vasi. Delala sva, pa trpela sva. Ja, velikrat me je mama rekla, moja mama, ki ni bilo očeta, ker so bila sama v bistvu, pa stara mama,
kar sem že prepovedal, stara moja, nažalost, pila, je tudi vzrok smrti, kasneje bil to njene. Velikrat je mama rekla, moja mama je pa tukaj soseda. Velikrat je rekla, če ne bi imela svoje mame, tle bi imela od dlakrat umrla. Tako je bilo včasih hudo. Tako da tudi moja mama, ne, zdaj, če pomislim nazaj, je bila zraven žrtev vsega tega. Ne. Kaj največ, takrat je v bistvu stara 21-22 let, ja, prišla sem v bistvu na eno hudo revščino z velikimi problemi sama. Noseča, potem z dojenčkom, z mano, vse kje smo preč, ker sem z 9 meseci začel hoditi, pa mama rekla, se ni čuden, se te imel noben časa nositi, pa pestati. Ja, ko so Jakota 44. aretirali tukaj pri sosedu in odpeljali, je meni Jože, nedolgo nazaj, se so pogovarjali o temu, prav, da verjetno je bil takrat narejen en drug načrt. Kakšen ne ve, zakaj so Jakota odpeljali, tudi tisti večer odpeljali, tudi ni bilo noben tisti moment jasen, zakaj malo toliko na hitro iti, da pa je situacijo obrnilo na drugo stran, oziroma je prišlo do spremembe, je bil pa verjetno ta uboj tega partizana, ki je ustrelil Slavko. Ker se je to zgodilo, pa verjetno so potem spremenili načrt. Kaj je bil načrt, pa nobeden ne ve. Celo malo sumi Jože, če niso takrat hoteli Jakota ali deportirati, odpeljati, razseliti familijo, ne ve kaj, ampak nobeden ne ve. Ampak je pa sigurno to, da je s to situacijo se spremenil načrt. Tako da je to čisto povezava, da bi namerno, da bi kdo vedel, da bi namerno Jakota odpeljali, pa da bo to potem on ustrelil Slavko, prav to sigurno ne, ker da ne bi partizani pustili, da bi ubil, ne. Da je to on izkoristil to situacijo v tej priliki, ker ona je od tukaj, od tlele je šla Čevlu, ne? Hočeta je hotela nekaj izstaviti, pa da se ni spomnila, kaj je hotela od očeta nekaj iti, in ki je šla od tukaj, to je tam gor, se vi ustavila, je prišla mimo, no in tam je pa že strelil na njo. Ona takrat, predtem so že očeta odpeljali, ona doma tukaj niso nič vedeli, tudi ona ni vedela, so še vsi mislili, da je pred Čevlu. Tako da tudi iz prepovedovanja stare mame, ki je sprašvala te ljudi, ki so bili takrat v partizanih ali malo več, poveljnike, kaj, nobeden ni vedel, kako je to, da so Slavko, da ni sigurno bil noben načrt, da bi jo namerno ubil, ampak da je bila to čisto samo volja tega partizana, ki je bil zaljubljen v njo, pa ga ni mar. Ja, nekateri, ki so bili blizu njemu, pa kakor sem se jaz za te stvari res veliko pozanimal, ker me je zares zanimalo, nekateri govorijo, da je verjetno eden od vzrokov, da so ga likvidirali, oziroma ubili pred ustanitve sodišč v Jugoslaviji oziroma v Sloveniji, iz ljubosumja in zaradi tega, ker je veliko preveč stvari on vedel, tudi v stvarih, ki so se dogajali v partizanih in med partizani. Verjetno je bilo to tudi eden od vzroka in strah pred njemu, da so ga tako na hitro likvidirali. Da je on bil takšen človek, da stvari, ki niso bile za širšo okolico, nikoli ni zaupal, tudi njene. Tudi če je šel kam, da je šel, kako so se pregovarjali, za koga iska delo, ni nikoli povedal, kam gre, zakaj gre, ampak je prišel nazaj urejeno, to so vse stvari. Te stvari, ki so bile tajne, so bile zapečatene v njemu. No, moj oče, da so mislili celo vaš seliti Nemci in je dobil partizane, da so tam imeli nasedo anten. Če bi Nemci prišli, da bi jih nazaj obrnili, da bi prišli seliti. In jih ni bilo. Znači, tako bi vse pobili partizani. Anteni so bili v zased, mi smo sosedi, smo jih pa jaz jim nosili ker, da niso bili lačni. Moj oče organiziral jih, partizane. Tako da oni vsega začetka, ko se je v bistvu revolucija v tem kraju začela, upor proti okupatorju, je on sodeloval z njimi in bil
prvi obveščen, sodeloval z njimi, jim pomagal, jih skrival in zaradi zaupanja je ta hiša tudi postala kot hiša za bolnika, oziroma ranjence in so bili ljudje na bolovanju. Je rekla stara mama, da jih je bila včasih tudi polna hiša, da so po tleh ležali, na podu ležali. Stara mama mi je povedala, da prvi partizani v občini, ker ta Bače je bila za časa pred vojno, pa tudi v začetku vojne kot občina, ne kot krajevna skupnost. No in prvi partizani, ki so se pojavili oziroma prišli v ta kraj, je Jaka vedel za njih in je tudi z njimi sodeloval. Potem naprej tudi prvi partizani, ki so prišli v vas Livna, so prišli do njega oziroma v to hišo njegovo, njihovo kmetijo in jih je celo v začetku skrival pred domačini, ker ni zaupal in ni vedel, da se ne ve, kaj je zgodilo, dokler ni postala klima primerna temu. In je, nažalost, so pa prav ti ljudje ubili, prav ti partizani ubili hčerko in na koncu še njega. In so zagrenili življenje 50 naslednjih let.